Na zadnji postaji našega virtualnega izleta bomo predstavili različne vire podpore in opisali prve korake, ki jih lahko naredite v smeri vaše skupnostne sončne elektrarne. Ker je večina virov dostopna na spletu, je končni postanek našega virtualnega izleta kar internet. Od Blejskega jezera torej potujemo do podatkovnega centra v Tehnološkem parku v Ljubljani, kjer gostijo naše spletne strani. Podatkovni centri so veliki porabniki energije, zato je zelo smiselno, da ima ta, tako kot mnogi drugi, na svoji strehi sončno elektrarno. Na spletni platformi Dovolj za vse najdete informacije, ideje, orodja in podporo za izvajanje trajnostnih skupnostnih projektov. Prelistajte naš priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne, v katerem so predstavljeni koraki načrtovanja in izvedbe takega skupnostnega projekta. Na Dovolj za vse najdete tudi več informacij o usposabljanjih za koordinatorje skupnostnih projektov in o našem programu podpore občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Če vam kdaj zmanjka inspiracije, vas zanima, kakšne skupnostne projekte je moč najti pri nas, ali pa poznate kakšen nov skupnostni projekt, si jih oglejte na zemljevidu in predlagajte morebitne nove dobre prakse na naših tleh. Našim aktivnostim pa lahko sledite tudi na Facebook strani Dovolj za vse. Glede na velik začetni finančni vložek, ki je potreben za vzpostavitev sončne elektrarne, je najboljše izhodišče Ekosklad, slovenski okoljski javni sklad, ki ponuja subvencije in prednostna posojila posameznikom in skupnostim, ki se odločijo za izgradnjo manjših sončnih energetskih projektov. Prehod na nizkoogljični energetski sistem se je že prišel. In prav vsi lahko postanemo del tega prehoda z viri, ki jih imamo, vključno z našimi strehami. Predstavljeni primeri so nam pokazali, da odločitev za skupnostne sončne energetske projekte vodi do številnih koristi, od zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do ustvarjanja koristi za celotno lokalno skupnost, pa da ne pozabimo na zmanjšanje lastnih ekonomskih stroškov. Zakaj se jim torej ne bi pridružili?